Lepo pozdravljeni v tedenski oddaji Splet dogodkov tedna. Ta teden je športno obarvan v znamenju zimskih olimpijskih iger in za vas smo pripravili nabor novic, ki so se zgodile ta teden doma in po svetu. Ostanite z nami. Ob mednarodnem tednu ozaveščanja o tinitusu, ki je od 2. do 8. februarja, je Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje organizirala strokovni posvet. Strokovnjaki iz UKC Ljubljana so poudarili, da tinitus predstavlja vse večji javnozdravstveni izziv in zahteva celostno obravnavo, saj zanj ni enostavnega zdravila. Izpostavili so tudi, da tinitus lahko doživljajo tudi gluhi, prav tako tisti, ki so gluhi od rojstva. Na posvetu so o svojih izkušnjah spregovorili tudi znani Slovenci, med njimi nekdanji predsednik republike Borut Pahor. Predstavniki zveze pa so poudarili pomen razumevanja, podpore in dostopne strokovne pomoči. Poslanci državnega zbora so z 62 glasovi za novo varuhinjo človekovih pravic imenovali Simono Drenik Bavdek, ki bo nasledila Petra Svetino. Podprli so jo koalicijski poslanci, NSI in 2 samostojna poslanca. SDS pa je glasovanje obstruirala. Drenik Bavdek je pravnica z dolgoletnimi izkušnjami na področju človekovih pravic in poudarja neodvisnost varuha ter posebno skrb za otrokove pravice. Državni zbor je ob tem potrdil tudi Primoža Dolenca za guvernerja Banke Slovenije ter izvolil nove ustavne sodnike Tamaro Kek, Marka Starmana in Barbaro Kresal. Furs opozarja, da je več kot 8500 dolžnikov z vsaj 2 neplačanima globama, pri čemer zakon dovoljuje izvršbo tudi na denarno socialno pomoč. Dolžniki globe lahko poravnajo ali se dogovorijo za obročno plačilo, sicer se sproži izvršba za vse neplačane obroke. Med 8. in 29. januarjem so izdali 1117 izvršb, v skupni vrednosti 577.164 evrov, plačanih je bilo 134.686 evrov. Fakulteta za socialno delo in Društvo socialnih delavk opozarjata, da ukrep ogroža prejemnike socialne pomoči, zato so se Furs, Ministrstvo za delo in CSD dogovorili, da bodo izvršbe bremenile le posameznike, dolžnike pa obveščali o možnosti obročnega plačila. Na severu in jugu Gaze je Izrael ubil najmanj 21 Palestincev, med njimi več otrok, kljub premirju s Hamasom. Obe strani druga drugo obtožujeta kršitve premirja. Izrael trdi, da so napadali oborožene pripadnike, Hamas pa, da so bili ubiti civilisti. V bolnišnicah so sprejeli 19 mrtvih, med njimi 8 otrok. V Al-Mavaziju pa sta umrla še 2 otroka in reševalec. Nasilje se nadaljuje skoraj vsak dan. Od začetka premirja je Izrael po poročilih ubil več kot 520 Palestincev. Konflikt se je začel 7. oktobra 2023 po napadu Hamasa na Izrael, na katerega je Izrael odgovoril z obsežno ofenzivo, v kateri je umrlo več kot 71.800 ljudi. Evakuacije bolnikov prek prehoda Rafa so prekinjene. Delno odprtje prehoda je zelo omejeno. Več kot 18.000 bolnikov čaka na pomoč, med njimi jih je več 100 v kritičnem stanju. Ameriški urad za meje, ICE, bo iz Minnesote umaknil 700 zveznih agentov, je sporočil vodja Tom Homan. Umik sledi večtedenskim operacijam in protestom po strelskih incidentih, v katerih so agenti ubili Rene Good in Alexa Pretija.
Kljub temu bo v Minnesoti še okoli 2000 agentov. Homan je poudaril, da se bodo osredotočili na obsojene priseljence, še vedno pa bodo iskali nezakonite priseljence. Umik agentov naj bi zmanjšal napetosti in omogočil učinkovitejše delo, dokler se situacija ne reši. V Iranu bodo ženske odslej lahko uradno vozile motorna kolesa, saj jim oblasti zdaj izdajo ustrezna vozniška dovoljenja. Prej jim jih niso hoteli odobriti, čeprav vožnja ni bila prepovedana. Podpredsednik Mohammad Reza Aref je podpisal resolucijo, ki določa, da mora prometna policija organizirati praktično usposabljanje, izpit pod nadzorom policije in izdajo dovoljenj. Sprememba prihaja po množičnih protivladnih protestih in naraščajoči priljubljenosti motornih koles med ženskami, še posebej po smrti Mahse Amini leta 2022, ki je sprožila družbene spremembe v državi. V Melbournu se je končalo odprto prvenstvo Avstralije za gluhe in naglušne tenisače. Slovenski tenisač Marino Kegel je dosegel velik uspeh. V igri dvojic je skupaj z Italijanom Markom Careto osvojil prvo mesto. V finalu sta zmagala proti paru iz Madžarske Gaborju Mateju in Indije Pritviju Sekharju z izidom 6:3 in 6:4. Marino je v posamični konkurenci osvojil 8. mesto. Zaradi poškodbe se je bolj osredotočil na dvojice. Iskrene čestitke Marinu. Slovenski tenisač Žiga Šeško je zmagal na mladinskem turnirju odprtega prvenstva Avstralije v Melbournu. V finalu je premagal Američana Kitona Hansa z rezultatom 4:6, 6:3 in 6:4. S to zmago je 17-letni Šeško Sloveniji priboril prvo moško zmago na mladinskih turnirjih za Grand Slam. Prihodnje leto bo lahko nastopil v kvalifikacijah članskega turnirja v Melbournu. Danes zvečer bo otvoritev zimskih olimpijskih iger v Italiji, in sicer v Milanu in Cortini d'Ampezzo. V različnih disciplinah bo tekmovalo več kot 3500 športnikov iz več kot 90 držav. Slovenijo bo zastopalo kar 37 športnikov v 6 disciplinah. V nedeljo 8. februarja se bo v Kidričevem odvijal 3. krog futsalske lige. Tekmovala bodo DGN Podravja Maribor proti MDGN Velenju in DGN Podravje Maribor proti DGN Ljubljani. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno z nekaj krajevnimi plohami. Najnižje jutranje temperature bodo od -2 do 4, na Primorskem do 6 stopinj Celzija. Najvišje dnevne temperature bodo od 4 do 9, na Primorskem do 12 stopinj Celzija. V nedeljo bo deloma jasno, zjutraj in deloma dopoldne bo ponekod po nižinah megla. V ponedeljek bo pretežno oblačno in večinoma suho. Kretnja tedna je himna. Kreta se takole. V nedeljo 8. februarja praznujemo in se spominjamo največjega slovenskega pesnika Franceta Prešerna, ki je napisal tudi slovensko himno. Himna je uradna pesem, ki predstavlja državo ali narod in jo običajno predvajajo ob državnih praznikih, športnih tekmovanjih ali drugih pomembnih priložnostih. Simbolizira ponos, pripadnost in identiteto naroda. V nedeljo 8. februarja praznujemo kulturni praznik. Na ta dan je namreč umrl največji slovenski pesnik France Prešeren. Za ta teden je bilo to vse. Želimo vam lep vikend in uspešen začetek novega tedna. Se vidimo prihodnjič.